preverjamo, ali Eva Pavli še miži. Zdravo. Živjo. Nič več, mogoče sem se malo zdajle v poletju malo odprla, tako da zdaj sem že zaljubljena. Sedaj si že pogledala na eno oko. Ne, na obe. Si pa uspešno mižala. Ja, kar nekaj časa, ja. Sem mi celo svetoval, da bi mogoče malo počakala z izidom Juno, ker se je tako dobro rulil tale mižim komad, tako da sem ful zadovoljna z odzivom. Se mi zdi, da zelo različne generacije so ga čisto za svojega sprejele in še zdaj mi kdo napiše oziroma ali pa ne vem, dobim kakšen story, ker sem označena, da ga poslušajo in tako in pohvale in to, tako da res sem zelo zadovoljna. Prva petina EP-ja Sreči je bila uspešna, sedaj napadaš z drugo petino. Ja, pravzaprav res, ja. Tako da zaenkrat tudi kar uspešno, zdaj bomo pa videli, koliko se bo komad sprejel. To pa čist noben nikoli ne more vedeti. Če se prav spomnim, si mi že ob prejšnjem pogovoru napovedala, da boš sodelovala pri naslednji skladbi z MKM. Ja, res je, ja. V bistvu sem si želela že dolg časa enega takega sodelovanja, potem sem mu pa napisala, v bistvu kar preko Instagrama celo, če bi slučajno bil za kaj takega in sem mu poslala komad in mu je bil takoj všeč. Tako da mi je v bistvu še isti moment praktično kar od freestylov nekaj v mikrofon in sem rekla, evo, to je to. Tako da se mi zdi, da se super ujameva, zelo je bilo fino sodelovati z njim. Všeč mi je tudi, ker je tak, zelo je po svoje ful kritičen, po drugi strani zelo duhovit, zelo se zavzema za mlade ustvarjalce, za slovensko glasbeno sceno, tako da res je fajn fant, no. Ti ni rekel, veš, kaj bi ti mogel? Ne. No, srečo ne, ampak mi pa marsikdo reče, kaj bi mogla. Plod sodelovanja je skladba Juno, ki sedaj prihaja. Ali je to boginja ali kaj drugega? Ja, gre za v bistvu rimsko boginjo, ona je zaščitnica družine, ljubezni, otrok, tako da v bistvu vsaka bi bila rada nekomu ta Juno. Se to pokaže tudi v vizualizaciji pesmi? Na nek način, ja. Po drugi strani je bolj nekaj takih motivov sem tudi vklopila noter, ja. Ampak bolj gre za neko tako prispodobo spet, ne. Kaj bi lahko, v bistvu, kaj Juno pomeni nekomu oziroma kaj meni Juno pomeni. Vizualna podoba pa vleče neke usporednice s prvim spotom. Ja, sem se odločila v bistvu, da kar peljem to neko rdečo nit, tako da v bistvu je to zdaj nekako bil odgovor na ta prvi videospot oziroma lirik video. In sem se spet lahko v bistvu ful lepo izrazila na svoj način, da po drugi strani mi je pa tudi, si mislim, pa vse, ne, to je moj način, na katerega se jaz izražam in zaradi tega sem tudi drugačna. Eva, koliko petin še potem manjka do 5 petin Sreče? Ja, še 3, ne, potem, ja. Sicer pol Sreči v bistvu kot projekt bo zaključen septembra, takrat bom izdala tudi vse 3 ostale skladbe naenkrat, tako da ne bo več po koščkih. Potem dobimo polno dozo. Pa bo pa polna doza, ja. Bomo cepljeni Sreči. Ja, jaz bi vsakmu prvoščila, da ja. Pa če bi bilo tako enostaven, bi bilo super, ne. Ampak ja, to v bistvu gre za mojo neko pot iskanja sreče, tako da mislim, da se bo marsikdo v tem najdel z mano, mislim, v istem. Bova pa zato sedaj v naše sive celice poslala tvojo Tanovo. Beseda je tvoja, da nas popelješ preko boginje do raja. Hvala. Živjo, sem Eva Pavli in to je moja nova skladba Juno. Baby, roke po telesu, soke da bi plesu. Gledam proti soncu.
kak si, baby. Teorija v praksi, baby. Seksi smart ko epic art. Lepo te opazovat. Talent, ki hoče znat pogum za prav ravnat, oku za da pusti delo malo stat. Da vidim res kak si, baby. Hvaležen za vse, kar daješ mi ti. Mi dva zavedno, če svet ponori. Verjameš v mene, verjamem ti jaz. Pridi v objem, nasloni obraz. Povej mi karkoli, to je če ni fair. You know, da sem tvoj Jupiter. Ni strah me več, ljubit na glas. Zaslužiš si slišat, zaslužiš med glas. Iz Lune na Venero, pol še na Mars. Po poteh mira, strano se fars. Hiv kak ubija, I got the bars. Epidemija, stik bolj ko SARS. Zato rabim, da ljubiš me in rabim, da ljubim te. Nikoli več flash, preden zaspiš.